Jaz bi rekel, čas je, da to državo spravimo v red. To zadnje, Fukuyama, zmotil sem se, ni še konec zgodovine. Čeprav izgleda, da smo proti koncu, vendar je treba biti optimist. To sploh se ne izključuje te izjave, jaz podpišem vse 4 takoj. Odločil bi se za zadnji del, zapravi zadnji citat od gospoda Fukuyame. Prepričani smo, da dejansko ni konec zgodovine, pred nami je veliko prihodnosti, je pa potrebno tej posvetiti bistveno več energije, bistveno več centra, se pravi osredotočenosti in lastnih sposobnosti, ki jih trenutno še ne izkoriščamo. Nobene v celoti, od vsake od teh pa bi verjetno nekaj podprli. Jaz bi izbrala svoj moto, ženski princip vodenja, po pameti, odločno, dosledno, sistematično in prijazno. No, Fukuyama je imel prav, ni še konec zgodovine, medtem ko ostalim bi težko pritrdila. Jaz bolj pravim, da se moramo truditi narediti vse, kar je v naših močeh, ker si človek do določene mere sam ustvarja srečo in svojo prihodnost. Težko je samo eno zbrati, jaz bi pa rekel, da je čas za spoštovanje človeka, spoštovanje vsakega vrsta dela in da spet delo dobi tisto mesto, ki mu pripada. Jaz bi se v tem primeru odločil za Marxa, seveda z določenimi modifikacijami. Težko je katerokoli od teh izbrati, mislim, da se da narediti sintezo vseh teh 4 izjav. Morda je še najbližje tista prva, potrebno je res narediti eno spremembo. Zdaj je ta sprememba, tudi sprememba sistema, je pa nerealno obljubljati na enih parlamentarnih volitvah, ker zato je potrebno tisto tvorno sodelovanje vseh, ki bodo izvoljeni. Kolikor poznam te filozofe in njihove izjave so malo pomešane, ampak vsekakor mi je najbližje čas za ustvarjalni kaos, pa ne glede, kdo je to izjavil. Nobenega od teh. Jaz mislim, da Slovenija ima izjemen potencial, to so pokazale študije torej profesorjev iz Harvarda in MIT-a, samo izkoristiti jih moramo, pa ne rabimo prav zelo visoko letečih misli, neki reform, neki dobre volje in pozitivnih razmišljanj pa nam bo uspelo.